Vas danes pozdravljam na Ptuju in vam izrekam toplo dobrodošlico. Da smo naše srečanje organizirali prav v času ptujskega korentovanja ni naključje. Tradicija in sodobnost se prepletata v poslanstvu Perutnine Ptuj, ki pri ustvarjanju izdelkov po meri potreb današnjega sodobnega človeka izhaja iz reje, kot je potekala nekoč na domačih kmečkih dvoriščih, v sodelovanju s slovenskimi kmetijami in skrbno nadzorovanimi koraki na poti od njive do vilice. Danes bodo današnji sogovorniki govorili o pomenu slovenskega porekla z vidika kakovosti in varnosti živil, čemur danes tudi kot kupci dajemo vedno večjo pozornost. Zato danes med sogovorniki pozdravljam predsednika uprave Perutnine Ptuj, gospoda Tiborja Šimunko, glavnega izvršilnega direktorja za komercialo magistra Damjana Bisenjaka, agrarnega ekonomista doktorja Aleša Kuharja in pa kulinaričnega poznavalca ter kreativnega direktorja v agenciji Kultura Boštjana Napotnika. Zdravljeni. Najprej besedo predajam predsedniku uprave Perutnine Ptuj, gospodu Tiborju Šimunki, ki nam bo več povedal, o čem se Perutnina Ptuj razlikuje od masovnih proizvajalcev, predvsem iz tujine, kakšne so prednosti slovenskega porekla v očeh kupcev in kam gre Perutnina jutri. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani poslovni partnerji, predstavniki medijev, dragi prijatelji, sodelavci, en lep dober dan, pravzaprav je še mogoče jutro v tem pustnem obarvanem Ptuju v naših prostorih. Upam, da vam bo druženje z nami dalo kakšno novo spoznanje, novo informacijo in seveda tudi, da boste s sabo odnesli nekaj dobrih občutkov in pa nekaj upanja za tudi kakšne spremembe, boljši jutri v sodelovanju, ki je kar bogato in naše strani ocenjeno kot zelo dobro. Danes je Perutnina kar globalno podjetje, čeprav ni svetovno globalno, ker se res na meso ima določene omejitve, ampak danes se tukaj nahajajo naši kolegi, poslovni partnerji iz kar nekaj držav, tako da en lep pozdrav vsem tem, še posebej so si vzeli čas, da ste prišli tako daleč. In pa seveda tudi toplo pozdravljeni, bom rekel, poznavalci, agrarni ekonomisti, blogerji, kulinarični guruji v Sloveniji. Tako da upam, da bomo o tem relativno kratkem času uspeli dati nekaj koristnih informacij. Zdaj, zaključujemo poslovno leto 2017, ocenjujemo ga kot relativno uspešnega ali kot uspešnega. Seveda si vsako leto zadajamo neke cilje, ki so malo višji od predhodnih, vedno jih ne uresničujemo v nekih kazalcih, vendar grobo povedano smo z letom, ki smo ga zaključili, zelo zadovoljni. Kaj smo mi, kaj predstavlja Perutnina Ptuj? Ob 117-letni tradiciji seveda lahko se pohvalimo, da smo še vedno in upamo, da bomo še nekaj časa ostali vodilni v regiji, da imamo ugled 112-letno, jaz sem malo drugačen način to povedal, 112-letno tradicijo, najvišjo kakovost in sledljiv izvor. Tukaj smo pionirji v tej regiji, gojimo in povečujemo živalim prijazno rejo. Tudi tukaj smo pionirji na tem področju. Imamo zelo profesionalni, usposobljen kader in dobre, motivirane in lojalne zaposlene. Vselej ustvarjamo neko solidno, v zadnjem času precej dobro ali izredno dobro profitabilnost. Imamo prepoznavne, zelo dobre blagovne znamke, verjetno so vam poznane, Poljkovska, ki je sploh nekaj, kar je najbolj prepoznavnega na tem tržišču mesa in pa mesnih proizvodov. In pa seveda vse bolj smo usmerjeni k izdelkom z vse višjo sladkoporečnostjo in tako naprej. Tradicija dolgoletna se je pričela leta 1905, danes beležimo 2018, to je to obdobje. V tem obdobju seveda so se postavljale nove kapacitete, kupovala podjetja v regiji, vendar to, kar bi predvsem poudaril in kar je nekaj zelo posebnega leto
Mi smo peljali kot prvi in že pred leti izpolnjevali vse standarde, ki se danes obvladujejo in formalizirajo v izbrani kakovosti. To pomeni, da smo zagotavljali kakovost, varnost in pa sledljivost naših proizvodov mesa in pa seveda vseh proizvodov iz perutninskega mesa. Kaj je naša vizija je, da poskušamo še naprej biti prvi v vseh tistih zadevah, ki so potrošniku blizu in ki so seveda in ki zadovoljijo vse predpisane standarde, ki jih zahteva bodisi regulativa, bodisi pa trendi in pa potrošniške navade. Mi smo zelo odgovorni do naših kupcev, partnerjev, seveda tudi do naših lastnikov. Odgovorni skušamo biti čim bolj tudi do okolja, v katerem poslujemo. V kakovosti zasledujemo sledljivost, vsi naši procesi so strogo kontrolirani in varovani in vse komponente, ki jih vgrajujemo, so tudi temu primerne. Smo kreativni, tako pri novih proizvodnih, kakor tudi pri tem, kaj so in kakšne so potrošniške navade, v kakšni smeri se trendi potrošnika razvijajo. Smo konsistentni v vseh načrtih, obljubah in želimo biti tudi kredibilni v vseh pogledih in v vseh naših poslovnih partnerjih. Smo največji proizvajalec perutninskega mesa in proizvodov v regiji. Tukaj pod regijo razumevamo jugovzhodno Evropo ali pa bom rekel razširjeno področje bivše Jugoslavije in pa okoliških držav. Zaposlujemo 3700 delavcev v 7 državah. V lanskem letu smo ustvarili cirka 257 milijonov evrov prihodkov. Več kot 90% našega proizvodnega programa je osnovni, je jedrni program, to se pravi proizvodnja piščančjega in puranjega mesa in pa proizvodov iz tega mesa. Vse skupaj v 4 proizvodnih enotah smo proizvedli več kot 88,000 ton proizvodov, cirka 60-40 je delitev med mesom in pa proizvodi iz piščančjega in puranjega mesa. Tukaj je nekaj osnovnih podatkov v spodnji tabeli, kakšno dosegamo profitabilnost. Kazalci se nam izboljšujejo. Mi smo v lanskem letu sicer v nekaterih pogledih imeli nekaj slabše rezultate kot leto prej, vendar to je na prvi pogled. Izboljšujemo standard zaposlenih, povečali smo tudi plače zaposlenim v praktično vseh naših hčerinskih družbah, vlagamo v izboljšane pogoje dela in to je seveda tudi ena tistih usmeritev, katerih bomo v prihodnje tudi vse močneje sledili. Kot veste, smo močno vertikalno organizirani, to se pravi od same agrarne dejavnosti, kjer proizvajamo na naših poljih, ki so pretežno polja zakupljena od sklada kmetijskih zemljišč, to se pravi od Trigave, na 4000 hektarjih proizvajamo pšenico in pa koruzo. V naših kapacitetah, ki jih imamo za proizvodnjo hrane, predelamo pa pripravimo hrano za vse naše rejce. Imamo valilnice, imamo vzrejne kapacitete tako pri kooperantih kot naše lastne. Pretežne kapacitete so pri rejcih, teh je cirka 240
Prisotni smo v več kot 20 državah v Evropski uniji. Začeli smo pred 2 leti tudi z aktivnostmi na Bližnjem vzhodu. Vidimo precejšnje možnosti v tej regiji, kakor tudi v Rusiji, kjer pa žal zaradi znanih formalnih razlogov Evropske unije oziroma embarga, ki je bil vpeljan, so te aktivnosti za določen čas zamrle. Verjetno bo naša hčerinska družba v Srbiji v letošnjem letu že smo začeli s aktivnostmi močneje prisotna na ruskem tržišču šele v prihodnjem letu, vendar tukaj si obetamo tudi kar določeno rast. Rad bi povedal, da bolj kot sicer povečujemo proizvodnjo in prodajo za evropska tržišča. Samo v Avstriji in Švici smo lansko leto prodali več kot 30 milijonov evrov. Verjetno je odveč opomniti, da smo daleč največji izvoznik mesa v Sloveniji, največji proizvajalec hrane v Sloveniji, tako da to so neki atributi, s katerimi se lahko pohvalimo. Kot sem že prej omenil, smo prisotni več kot 20 državah, bolj kot sicer nam raste izvoz. V Sloveniji, objektivno povedano, je naš tržni delež kar zavidljivo visok, tako da veliko prostora za rast ni, seveda je pa dovolj prostora za to, da se struktura te prodaje v Sloveniji, o kateri bomo kasneje nekaj več spregovorili, v bodoče bolj kot sicer spremeni v smeri več proizvodov za višjo dodano vrednost in pa seveda več prodaje, več konzumacije pričakujemo od naše posebne, torej tako imenovane piščance z prijazne reje. Mi danes to rejo, s katero smo prvi, ne samo v Sloveniji, vendar tudi v regiji pričeli, to je ta piščanca prijazna reja, kjer je seveda za živali bistveno drugačno spremenjeno okolje kot pri klasični reji. Tukaj gre za več kot 20% površine, ki je na prostem. Ta površina je pokrita, je zaščitena z mrežo, tako da ne pride tudi do kakšne kontaminacije, pa tudi do nekih negativnih vremenskih vplivov. Bistveno večja je svetloba za živali, živali imajo tudi posebna plezala. Naselja, ki je najbolj kakovostna, ki je možna, ki se da dobiti na trgu. Gostota piščancev je bistveno manjša kot pri klasični reji. Skratka, to je nekaj, kar danes sicer pri nas zaseda šele 20% naše proizvodnje, vendar skupaj z rejci povečujemo ta procent iz leta v leto in pričakujemo, da bomo v teh letih prišli do 50% deleža te reje. To je nekje, to je nekje naša tudi strategija in pa usmeritev, kjer želimo jačati v prihodnje. Mi bomo seveda tudi dali poseben poudarek naložbam. Te naložbe so morda v zadnjem letu nekoliko zastale. Mi se srečujemo z težavami oziroma z specifiko, da imamo na 3 lokacijah v 3 različnih državah, ki ne pripadajo isti, bom rekel, družbeno-ekonomski formi ali pa integraciji kot Evropska unija. In seveda zaradi tega imamo precejšnje pomisleke, kje, na kateri lokaciji, katere kapacitete, kako močno razviti, kje investirati in imeti samo določeno proizvodno, v kateri državi, da ne bi
poseben poudarek in kar bi želel poudariti tukaj vam vsem je pa to, da mi bomo še naprej negovali in ostajamo proizvajalci najbolj kakovostnega piščančjega goranjega mesa in proizvodov iz te surovine in nikakor ne želimo stremeti k temu, kar se dogaja v večini velikih pri večini velikih evropskih ali pa svetovnih proizvajalcev, ki težijo z zelo agresivnimi tehnološkimi postopki k minimiziranju stroškov proizvodnje. Ob tem uporabljajo velikokrat, ne malokrat, uporabljajo nadomestke za surovine, dodajajo razne stvari, ki so pri nas že leta prepovedane. Vsebnost antibiotikov je izredno visoka. Pri nas mi v krmi tega ne uporabljamo, smo bili prvi tudi, ki smo v preteklosti opustili. Perutnina je bila tudi prva, ki je pred 30 leti v regiji opustila prisotnost in ni uporabljala kostne moke. Pred 15 leti prva, ki je prenehala uporabljati v krmi živalske proteine in mislimo, da bomo v bodoče še naprej to diferenciacijo gojili. Želimo biti proizvajalec perutninskega mesa in proizvodov iz tega izključno na čim bolj naraven in živalim prijazen način, ohranjati tradicionalne okuse, tudi specifika malih farm naših kooperantov, rejcev, daje poseben ton temu. V naših farmah je relativno majhno število živali v primerjavi z velikimi proizvajalci, ker je 7 do 8-krat več živali v istem prostoru. Skratka, to bomo še naprej gojili in upamo, da bo tudi potrošniki še naprej nagrajevali to s tem, da bojo tako kot danes vsak dan uporablja naše proizvode cirka 2 milijona potrošnikov. Skratka, to je naša usmeritev, pri tem bomo ostali in ostali in ne glede na to, kakšni so pritiski, predvsem relativno veliko uvoženega cenenega mesa prihaja na naše police. Mi smo prepričani, da je to edina prava usmeritev in to je tista diferenciacija, na kateri želimo še naprej razvijati to podjetje in pa prisotnost na tržišču. Hvala lepa. V procesu našega poslovanja, to pomeni od tistih, ki dobavljajo nam surovine, do tistih, katerim prodajamo, tukaj so vsi ključni ljudje iz Slovenije in pa tudi iz regije. Pozdravim tudi naše distributerje iz Kosova, Makedonije, Črne Gore, Švedske in pa Dubaja in pa prav tako seveda novinarje, brez katerih težko lansiramo informacije v javnost, tudi takšne, ki bomo danes. Perutnina tu je prisotna na 20 trgih, sodelujemo z vsemi ključnimi trgovskimi verigami v področju jugovzhodne Evrope in pa tudi v centralni Evropi. Smo partner, B2B partner renomiranim podjetjem, kot sta McDonald's, Bell v Švici, Dr. Scher v Italiji, Mar v Italiji, Sloris, Sodexo in pa ostali. Sodelujemo tudi z IKEA, zakaj govorim, vsi vi, ki ste danes tukaj prisotni in pa ostale, ki sem jih naštel, imate zelo stroge standarde, ki se tičejo sledljivosti, varnosti hrane in pa tudi zagotavljanja konstantne kvalitete, kar vse skupaj celotni vertikalni proces, ki ga v perutnini tu izvajamo, pomeni. Jaz bom malo več povedal o tem, na kakšen način se želi perutnina tuj diferencirati od ostalih potrošnikov, od ostalih proizvajalcev v Evropi. Že nekaj časa opažamo, da se pojavljajo novi koncepti v smeri dosti bolj zahtevnih potrošnikov. Vse skupaj se je generiralo z pomočjo millennium generacije, ki je danes stara tam od 18 do 32 let. Ne zanima jih več samo cena, ampak zanima jih, na kakšen način so živali zrasle, kje so rasle, kaj so jedle, ali perutnina tuj uporablja ustrezno embalažo, ali smo okolju prijazni, ali koliko soli dajemo v naše izdelke in tako naprej.
cenami. Torej želimo imeti, bom rekel, cenovno dostopno hrano, ampak mora biti pa nadpovprečno kvaliteta, kar seveda vedno ne gre čisto skupaj. Iz same prakse lahko vidimo, da v nekaterih državah v Evropski uniji ti koncepti živali prijazne reje in pa ostalega že delujejo. Države same so se odločile, da bojo nivo vzreje živali dvignile na višji nivo. Tako poznamo v Franciji Label Rouge, koncept Label Rouge že kar nekaj časa, v Veliki Britaniji, v Nemčiji so se prav tako proizvajalci odločili, da bojo živali zrejali po višjih standardih. Isto poznamo tudi na Nizozemskem. Zdaj, Perutnina Ptuj temu sledi in se je že v preteklosti, v preteklih letih odločila za živali prijazno rejo. Trenutno imamo nekje 20% reje hlevov na tem standardu, pomeni, da imajo živali, farme imajo okna, izpust, živali se lahko sprehajajo zunaj in pa intenziteta same naselitve v farmah je nižja kot običajno. Cilj je, da do leta 2020 pridemo na 50%. Zakaj je to zelo pomembno? Kot naši partnerji bi želeli, da sodelujete v tem procesu. Zdaj, v Švici je tako, da so se ključni trgovci odločili, da drugo kot tega standarda več ne bodo prodajati. Da je to standard, ki velja v Švici in da na svojih policah ne bodo imeli drugega blaga. Vem, da je to težko, da tega ne moremo narediti za danes na jutri, ampak jaz mislim, da je v interesu in trgovcev in proizvajalcev, da se standard dviguje in da imamo na policah kvalitetno meso in pa mesne izdelke. Kot sem omenil, trenutno imamo 20% mesa, perutninskega mesa na tem standardu. V prihodnje načrtujemo, da bomo te lastnosti prenesli tudi na izdelke. To pomeni, koliko bomo slej ko prej začeli izdelovati iz surovine, ki je iz te vzreje. Trenutno skrbimo tudi za zdravje. Imamo linijo Slim Fit, ki ustreza vsem tem lastnostim, manj soli, manj maščob in pa smo lokalni proizvajalec. Zakaj lokalni proizvajalec? Ne pomeni, da smo samo slovenski proizvajalec. Lokalni proizvajalec pomeni, da imamo vse pod svojim okriljem, da kontroliramo vse faze in da smo zaupanja vredni. Tako da tudi, če prodajamo v Avstriji, tudi, če prodajamo na druge trge, je to naša prednost. Če lokalno vzemljamo v širšem kontekstu Evropske unije, je to velika prednost Perutnine Ptuj. Vedno ni najcenejša, če kontroliraš vse faze, če vse faze optimiraš, tudi dr. Kuhar bo kasneje nekaj stvari povedal, iz katerih izhaja, zakaj so lahko nekateri proizvajalci iz tujine cenejši, ampak kot je gospod Šimonko povedal, Perutnina Ptuj teži k najvišji kakovosti. Zastavili smo si piramido, seveda želimo imeti v višjem delu te piramide čim več našega sortimana. Spodaj je standardni izdelek, kjer je važna samo cena. Naša Natur Premium reja je dvignjena, to pomeni, marža se na neki način dviguje in proizvajalcu in trgovcu. Zakaj je to pomembno? Zato, da lahko vlagamo v razvoj, zato, da lahko odpiramo nove farme, da lahko sledimo novim tehnologijam in tako naprej. Imamo izdelke z dodano vrednostjo, tukaj je predvsem naš marinirani in pitni program, imamo čiste izdelke z dodano vrednostjo, ki so prednosti, narezki in vse ostalo in na vrhu so brendirani izdelki, kjer potrošnik zaupa brendu kot takemu in Perutnina Ptuj ima odgovornost, da pod ta brend da najboljše, najbolj kvalitetne izdelke. V Poliju smo že pred leti v Sloveniji zamenjali recepturo in je narejen iz čistega perutninskega mesa. In temu bomo sledili tudi v prihodnji. Lani smo dodali poleg Renovko, v letošnjem letu delamo zdaj na fokus grupah, bomo dodali še en izdelek, ima